Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. S tokratnima gostoma bomo govorili na temo pravosodja v črni luknji. Z nami v studiu je Vili Kovačič, ki se podpisuje tudi državljan K, sicer pa predsednik društva Domoljubni Tigar 13. maj in društva Davkoplačevalci se ne damo. Gospod Vili, vi ste že bili dvakrat v tem našem studiu. Marsikje so vam vrata zaprta, čeprav včasih vas vidimo tudi na nacionalki in tudi tam lahko kakšno besedo poveste. Ja, če tam pridem, to je napaka, ne. Sistematično pa ne. Kljub temu pa se trudimo, ne. Zdaj nazadnje smo bili kot odbor 2014 zaslišani, ne. Smo prišli celo v tednik, ne. Čeprav v mikro izdaji tega, kar bi nacionalka morala v tem pogledu narediti. Prispevek je bil sicer 10-minuten. Ja. Vem, da so bile nekatere izjave, samo mogoče kakšna besedica, recimo doktorja Jegliča. Vi ste še največ govorili, čeprav tudi vi ne več skupaj več kot 20 sekund. Ja, snemali so pa verjetno bistveno daljši prispevek. Seveda. Sam sebe nisem videl, ampak sem kar sklepal, da bo tako. Kajti smisel je važen, ne? In oni te presekajo, potem je pa to, kar je, vtis na gledalca, to ni v redu, ne. Treba je ljudem povedati, da misel dokončajo, ne. In tako bi se morala televizija delati. Jaz sem tudi veliko pripomb imel na televizijo, RTV Slovenija kot javno RTV. Kajti na privatne se ne morem zanašati. Javna je pa po definiciji mora biti javna. Jaz sem napisal en članek, javna RTV v kameni dobi, ne. Kajti kamena doba ni prenehala, ko je zmanjkalo kamenja. Ampak ko so ljudje prišli do novih spoznanj. To bi sam povedal. Za uvod, ne? Ja, uvod. Potem pa še kaj več. No, z nami je pa tudi gospod Rade Stanič, ki pa je predsednik civilnega združenja za napredek, pravičnost in nadzor. Dobrodošli v našem studiu. Vi ste prvič v tem studiu, ampak zelo blizu tu, na tem mestu, ste pa nekoč šli vsakodnevno v te naše rudnike, v rove, kajti izučili ste se najprej za rudarja. Ja, to me veseli, da sem se danes najdel tukaj, ne. Prav zaradi teh spominov na rudarstvo. Sem namreč poklicni rudar kopač in sem delal ravno nekaj metrov od tukaj, ne. Kar nekaj let? Ne. Delal sem pol leta, razumeš, potem sem šel pa drugam. A pol leta ste bili tu? Ja. Pa ste potem še bili v rudarstvu? Ne. Živeli pa ste, ne? V času šolanja v Kisovcu? Ja, v Kisovcu. Na Šohtu? V internatu so rekli takrat. Tako, ja. Je bilo kar fino, ne. V Slovenijo ste pa prišli iz Sanskega mosta. Sanski most, to je v Bosni in Hercegovini, drugače. Sem na našem zavodu za zaposlovanje najdel rdeč plakat, ki nas je Slovenija pozivala za vpis v šolo in tako sem prišel gor, ne. No, potem ste pa nekaj časa bili rudar, šolo ste dokončali, postali ste rudar kopač, ampak potem ste pa pristali v pravosodju, ne? Ja, potem sem naredil prošnjo za sprejem v takratno milico, ne, in hkrati tudi v pravosodje, v zapore v Ljubljano. Ker je bilo v milici preveč kandidatov, so me sprejeli v zaporih v Ljubljano in sem začel 31.12.76. leta v Ljubljani v službi. Kot? Kot paznik takrat, ne. In kako je vplivalo na vaše življenjsko pot delo z zaporniki? Ja, kaj povem, vsako delo je nekaj časa zanimivo, ne. Potem, ko ni več zanimivo, vsega pa treba nekaj narediti, ne. Jaz sem tudi, rečemo, delal 22 let kot paznik, ampak ne več v zaporih v Ljubljani, ampak v oddelku v Radovljici. In po 22 letih sem šel v svoje zasebno podjetje, ki so ga potem kar dva nasilno izbrisali iz sodnega registra,
Takrat nisem v svojih podjetjih naredil niti enega dneva delovne dobe. Po temu izbrisu in napadu na podjetje sem komaj preživel svoje otroke. Ne. 3 otroke imate, 3 sine. Ne? Ja. To se pravi, da je to slika našega pravosodja tudi z te strani. Ne. A ne, in vas je začeli to malce bolj podrobneje zanimati? Ja, seveda, ker smo se poje spuščali v druge primere in v tiste primere, razumeš, ki so bili temu podobni, smo začeli v pravosodje sumati. Začeli smo sumati v sodnike, notarje, odvetnike, državne tožilce, sodnike in državne pravobranilce. In dvom v vse te, ki ste jih našteli, vas je pripeljalo do tega, da ste postali predsednik civilnega združenja za napredek in pravičnost in nadzor. Točno. Nadzor sodne veje oblasti. Nadzor nad državnimi institucijami nasploh, ne. Ampak zdaj se trenutno ukvarjamo izključno z nadzorom nad sodišči in v njih zaposlenimi sodniki. Ali imajo pravosodni izpit, tako kot ga morajo imeti, ali ga nimajo? To vas najbolj zanima, ne? Poglejte, stvar je taka. Nas se zanima vse o izobrazbi sodnikov, imamo pa problem, da nam to ne dovolijo. O tem bova potem v nadaljevanju. Bova zdaj dala še besedo Viditu Kovačiču. Ja. Nekaj ste sicer povedali o nacionalki, to bo mogoče kakšna tema drugič. Ja. Veliko lahko preberemo izpod vašega peresa o našem pravosodnem sistemu, pa bom mogoče najprej navrgal nekaj, kar se je zgodilo z odločbo Ustavnega sodišča v Avstriji, ko so zaradi nekaterih sumov nepravilnosti razveljavili predsedniške volitve drugega kroga. Se lahko kaj takšnega zgodi kdaj pri nas? Jaz sem tudi to zadevo komentiral, sem jo dal na Publish Wall. In bilo kar veliko odziva, kajti to je pravzaprav čudež, ki se pri nas ne bi mogel zgoditi, ne verjamem. Tudi pri nas so bile volitve že velikokrat problematične, ampak nobena pritožba nikoli ni uspela. Vedno se je vse smatralo, kot da je vedno vse v redu, pa čeprav so rezultati bili tudi od tega odvisni. Bom se pa zdaj vrnil na to, zakaj sem jaz danes tukaj. Prosim. Neposreden povod, da sem se začel za to zanimati, je izjava Matevža Krivica, ko je rekel, ko sem šel iz Ustavnega sodišča, sem zapustil Ustavno sodišče, se ne ukvarjam z drugim kot za katastrofalnim neznanjem v našem pravosodju. Glede, ta izjava je pomenljiva in je dalekosežna, mislim, mnogo bolj, kot se je on tudi sam zavedal tega, ko je to rekel. Kaj ti seže tudi v področje, ki je danes na tapeti. To so državni pravosodni izpiti. Moje stališče do tega pa je, vsak obtoženec, vsaka stranka v postopku ima pravico vedeti, s kom ima opravka. Kdo nam sodi? To je ključna postavka, ki smo jo tudi sugerirali, da se vnese v pravosodni paket sprememb za zakonske spremembe na tem področju. Pravica vedeti, kdo nam sodi. Kaj je počel predno je postal sodnik, če ima upravljeno prakso in če ima pravosodni izpit po kriterijih, ki so za to predpisani. Ne pa, da so kriteriji tako prilagojeni. Še nekaj bom pa povedal, pa bomo pa nadaljevali z drugega konca. Zakon o sodniški službi, 8. člen, določa zelo rigorozne omejitve, da sodnik ne more več biti nekdo, ki je kršil človekove pravice. Ampak pri nas je še en hujši problem. Ne da je zakonodaja v tem primeru je v redu. Hujši problem pa je to, da se zakonodajo ignorira. Da se tepta zakonske določbe in da se zato nihče ne zmeni. Masleša in Klemenčič pa si pripenjajo medalje o tem, kako je v našem sodstvu vse prav. Vse poteka tako, kot bi moralo biti.
Na drugi strani imamo pa grozljive primere človeških usod, ki skozi te sodne mlide ne pridejo tako, kot bi morali. Zato pa smo hodili kot odbor 2014 na sodišče in hodimo tudi na sodne obravnave, da vidimo, kaj se dogaja. Ker tam je pa še, to je pa posebno poglavje, kaj se tam narobe stvari dogajajo. Izločanje javnosti, neslišnost, nedostopnost do pričevanj, ker ti neslišnost je bila mnogokrat taka katastrofalna, da ne ustreza realnemu opisu, realnemu dojemaju tega, kar je kdo tam izjavil. Neslišnost v sodni dvorani, torej slabo ozvočenje. Ja, poglejte, na tem so se pretežovali tako odvetnik, kot mi iz publike. Govorite pa, po mojem, v primeru proti doktorju Milku Noviču, ki je obtožen umora. Govorim iz tega pa mogoče nekaj, ko ste že tega se dotaknili, mogoče nekaj o samem tem primeru. Ta primer sem pa jaz specialno spremljal na vseh obravnavah do zdaj. In zdaj zadnji zapis, ki sem ga objavil, je riba smrdi pri glavi, kjer tudi popisujem, kako se te stvari dogajajo. Glede same slišnosti je pa poglavje zase. To pa se v 70 letih ni spremenilo nič. To je katastrofa, kako so ljudje neobčutljivi za pomembne stvari. In vsi pravniki v Sloveniji ne morejo doseči tega, da se to spremeni. Leta 45-47 so bili pa zvočniki veste, na cesto, na montiranih procesih. Tam se je pa poskrbelo za slišnost. Dahovski procesi in tako naprej. Dahovski, na Godetovi in tako naprej. To je pa bilo poskrbljeno. Veste, zdaj pa vsa vele cenjena akademska pravna stroka tega problema ne zazna. Ja, kje pa smo? Smo v na vem kakšni deželi butalsko obnašanje. Naših pravosodnih funkcionarjev. Zdaj se pa zadeva potencira tako, da se izloča javnost. Vedno manjše dvorane nas dajejo, ne? Mi smo zato, da ostane tam, kjer je, čeprav je slaba slišnost, ne? Ampak saj prisotnost ljudi omogoča, da nekdo drug pove, kar... Prisotnost državljanov. Ja, prisotnost državljanov. Koliko jih lahko gre recimo na te razprave proti doktorju Milku Noviču? Ja, lejte, tam bi jih šlo 100 noter, ne. In jih pride toliko? Sigurno, pride jih pa po 70 jih prišlo. Po 70 celo. Da so pa spravili to v neko dvoranco v tretjem nastropju, kjer je nastropil 118 soba, ne. Dočim so Radeta Staniča, ki ga tudi svodijo, ne, spravili v sobo, kjer je lahko 8 ljudi noter. To pomeni, če svoje sorodnike odpišeš, javnosti sploh ni. Tega se bomo tudi dotaknili, ampak rad bi ostal, da to pojasnimo. Zakaj vi menite, da je tu en kup nepravilnosti pri tej sodbi sodnem procesu proti doktorju Milku Noviču, ki naj bi umoril, ustrelil doktorja Janka Jamnika? Lejte, jaz se v samo vsebina nam spuščal dele. Ampak jaz vem, da on ni morilec, ampak naj to razsodi sodnica. Naj pošteno razsodi, zatem težimo mi. Ključno pa je, da je on 18 mesecev v priporu. Z enega samega razloga, ki se mu reče kot pokvarjena gramofonska plošča, ponovitvena nevarnost. Bog se usmil, ponovitvena nevarnost. Koliko ima je pa še Jamnikov na zalogi, oziroma koliko je tistih, ki bi potencialno lahko njihov morilec. Vse skrb se pa reducira na neki non-paper papir, veste, non-paper. Neobstoječ papir, gostilniško debato o tem, koliko jaz večkrat rečem, ta bi bil za odstrel, on bi bil za odstrel in tako naprej. Tam se pa reče, da ta bi bil za fintanje. Ne? In to je sodnici kronski dokaz, razumete, tega, da on mora prebivati noter, ampak problem je tukaj hujši. Riba smrdi pri glavi, Majhenič, ki je 4 dni po umoru že javno obsodil na televiziji. Majhenič pa je?
doktor, ne vem, doktor ali ni, po mojem, se to ni važno, ne, obsodil Noviča za hrbten načrtovan in maščevalni umor. Ja, to on je pa šef NPU-ja, Slovenskega nacionalnega preiskovalnega urada. Tam je tudi forenzični inštitut in tako naprej, ne. In te raziskave, ki so jih delali, so slabše od amaterizma. So slabše od amaterizma. Zakaj? Zato, ker so zavestno nekatere stvari preskočili. Zdaj je šla zadeva v München na preverjanje verodostojnosti naših dokazov. Naših dokazov, ja. Kar je spet ena katastrofa. In tukaj pa 18 mesecev človek lahko čepi v zaporu, ampak z enim samim namenom, zato da ne pride v stik z javnostjo, veste. Kajti tukaj je pa ključen problem Milka Noviča. Nimajo nadomestnega morilca, kot so ga imeli pri Ivanu Krambergerju. So imeli enega pijančka, Petra Rotarja, ki so ga najprej obsodili, potem so ga zmanjšali, vmes bo še bajter zgradili, ne. Tako zadeve tečejo. Tukaj so naleteli pa na osebo, ki je doktor in ki je pokončen in se ne vda in njih zdaj tepe izhodna strategija, ki je nimajo. Kajti narod se bo začel spraševati, če pa ni Milko Novič, kdo pa je. Potem, nekdo pa je bil, on se ni mogel sam sebe fentati, ne? Jasno, ne? Ker čeprav stvari so toliko absurdne, da bi že taka teorija pravzaprav lahko bila prisotna, ne? Tako da, gledajte, v sredo, to se pravi jutri, ob enih nadaljevanje tega procesa, ampak jaz mislim, da samo zaradi formalnosti, ker več kot 2 meseca ne sme biti praznega hoda med obravnavami, ne sme biti, ne. In bo to zadostilo, pa spet 2 meseca prolongirali, vmes se pa zadeva vleče v Münchnu, ne. Pa tudi ne vemo, kdaj bo kaj, ne. Da bodo oni dali svoje sledke, ne. Ja, da bodo dali tole, ne. Tako je, ne. Matevž Krivic se je pritožil osebno. V tem primeru? Ja, se je osebno, skupaj z obrambo Jože Hribernik, in je to šlo na ustavno sodišče zdaj. Zelo je razdelal to zadevo, pripor, brez razloga, razbil je to na prav faktorje, tako da mislim, da je čisto kot sprav, ne. Ponovno, ne? Tako kot že tudi v procesu Patria, ne? Na nek način, ne? Tudi tam se je javnost postavil, poleg mnogih drugih pravnikov. Ko sem jaz na to upozoril, je rekel, da to ne verjamem, da je res, ne. Potem je pa šel in je videl, da je res, ne. In se za glavo prijel, ko je videl te razloge, zakaj ga držijo. To si lahko tudi preberijo na tem spletnem portalu, ne? Je pa smo ljudi pri glavi, ne. Problem je Majhenič, ni problem Milko Novič in Janko Jamnik, problem je Majhenič. In cela inštitucija kot taka, na kateri bazira tako zvano pravično pravosodje. Ljudsko, v imenu ljudstva. No, prej ste govorili, da na nek način dvomite o tem, da imajo, pa tudi mi vsi lahko dvomijo, kdo nam sodi, če lahko takole razsojajo, tudi recimo v procesu Patria, pa potem ustavno sodišče razveljavi, pa potem mnogo sodb, kateri sploh gredo do Evropskega sodišča, ne, v Strasbourgu, potem pade. Nekateri sodniki, velesodniki v Sloveniji so padli na Evropskem sodišču tudi več kot 10-krat, ne. In se človek reče, koliko so še krivično razsodili v tistih primerih, kjer ljudje sploh niso šli do konca, ne, ker so obupali, ker niso imeli denarja, ker so rekli, bom še raje pol leta v zapor, pa bom imel mir. In vi raziskujete, ali imajo vsi ti sodniki, ki sodijo v Sloveniji, sploh pravosodne izpite, ne? Zdaj, meni je to tako čudno, tako se sliši znanstvena fantastika, prosim, malce pojasnite. Poglejte, mi smo leta 2007 dobili iz Mariborske regije letak, v katerem je bil ta problem opisan. Ampak tako kot ponavadi ljudje naredijo v Sloveniji, temu nismo kaj dosti namenili nekaj pozornosti. Problem? Kateri problem opisan? Opisan problem o pravosodnih izpitih, da jih ni, da so prepisovani, da so
drugi pisali dotičnim, in take stvari. Ne. V pravosodju je pa tako, da ta pravosodni izpit se sestoji iz ustnega dela in pravosodni pisnega. Izpit se sestoji iz pisnega, to je važno, pisnega in ustnega dela. Tisti kandidat, ki ne opravi pisnega dela ali pa ga ne opravi zakonito, ne more pristopiti ustnemu delu. Ampak ta pisni je pa ne natipkan, ampak v celotni v rokopisu. Tako, pisni del izpita se piše pa z rokopisom. Zakaj? Ne vem, tako je. Istovetnosti, da se lahko kadarkoli dokaže, da je to res pisal ta in ta. Da je dotični pisal in da je to. Tudi dan danes je še tako. Tudi dan danes se to dela, sicer se dela nekaj na tem, da ne bi več to prakticirali, kao da je Evropa bo dala nek denar, da se uvede drugačna oblika tega rešenja. Ampak zaenkrat je tako. In do 2007 je tudi bilo tako. Tudi tako. No in vi, vaše društvo, ste želeli upogledati v nekatere sodnike, če imajo res pravosodni izpit? Ja, potem, ko smo dobili ta namig iz Štajerske regije, potem smo mi sprejeli sklep, da se začne raziskava verodostojnih oseb v slovenskem pravosodju. In kot prvo smo okrajnem in okrožnem sodišču v Kranju poslali vsakemu sodniku posebej skozi sodno vložišče eno samo vprašanje, ki se je glasilo, ali se lahko pri svoji pisni nalogi izkažete s svojim lastnim rokopisom. Na to je prišlo do enega čudnega molka, noben ni odgovoril nič. Edini, ki je odgovoril, ki mu danes koristim to priložnost, se mu zahvaljujem, je pa okrajni sodnik okrajnega sodišča na Jesenicah Danilo Svrzikapa. On nam je poslal pošto, pooblastilo, da lahko gremo gledati njegov spis in podatke, kje se nahaja in vse. Edini od vseh? Edini od vseh. Bilo je pa teh vlog danih, teh vprašanj bilo danih noter nekaj več kot 70. Potem sem pa izkoristil eno priložnost 2011. leta, da sem bivšega predsednika okrožnega sodišča v Kranju vprašal, zakaj niso odgovorili na naše vprašanje. In ne morete verjeti, kaj je ta človek rekel. On je rekel, zato, ker smo se tako odločili. In kaj naj počne človek s takim človekom? Ker tudi za čist preprosti razgovorni. Torej so razpravljali in se tako odločili. Ja, oni so se tako odločili, da se s civilnim združenjem za pravičnost, napredek in nadzor na to vprašanje ne bo odgovarjalo. Potem je pa sledila zahteva za varstvo, za dostop do informacij javnega značaja. Ki ste vložili kam? Na Ministrstvo za pravosodje. To še takrat, ko je pravosodje vodil gospod Zalar? Takrat je še to je 2011. In dobili ste odgovor? Mi smo tam dobili neke nič vredne kopije iz nekih spisov, ki nismo z njimi mogli nič početi. Ko smo pa začeli iskati še več, potem se je izkazalo, da 6 sodnikov sploh nima spisov o pravosodnem izpitu. Potem so to popravili, so rekli, dva spisa o pravosodnem izpitu se nahajata v glavnem arhivu na Zvezdarski v Ljubljani. Ste šli tja? Potem smo šli tja in smo dobili, rečemo, 2 overjeni kopiji teh 2 spisov. Recimo, mimogrede, da še to pokažemo, preden nadaljujete, takole nekako izgleda v rokopisu neko pravosodni izpit. Tako izgleda, ja. Tako, da vidijo, da je to rokopis, ne? Ja. Ok. In vi ste šli potem v arhiv? Potem smo šli v arhiv in smo zaprosili za 2 overjeni kopiji teh 2 spisov. Šlo se je za 2 okrožna sodnika, ki sta danes že v pokoju, sicer malo predčasno glede na trajni sodniški mandat. Ne vem, zakaj predčasno, zakaj se mi je mudilo iz te službe, ki bi lahko še delali. In kaj je bilo ugotovljenega iz tistega spisa, ki ste ga dobili? V spisu je bilo ugotovljeno, da so
na pisnih nalogah napisane opravilne številke sodb. Zato je pri nas povzročilo dodatni utemeljeni sum, da so prepisali sodbe. Torej, da je tisti, ki je opravljal pravosodni izpit, enostavno vzel iz enega arhiva neko sodbo? Ne, on je dobil, ko opravlja pravosodni izpit, pisni del dobi za pomoč sodni spis nekega sodišča, v katerem ne sme biti sodba, končna sodba. Aha. Ampak po temu, kar smo mi tam v arhivu najdli, se je pokazalo, da so te sodbe bile v spisih in da so jim bile omogočene za prepis. In jih je prepisal. In je najverjetneje prepisal, zdaj to raziskujem. In po narodnosti tudi številko. Tudi opravilno številko in podpis sodnika. Lahko pogledate na tem rokopisu. Na tem, to je ta rokopis, ne? Ja, tako. To. A ne? To kaže na to. To je to, ne? Ta številka, ne? To je ta številka. Tle pa je na zadnji strani. Maj se je pomešalo, no? Bom jaz vmes poiskal, ja. Na zadnjo stran je podpisan tudi sodnik, ki je to sodbo izdal. Ja. In? A ne? Kaj se je zgodilo? Ja, mi smo takrat začeli še bolj iskati, še bolj brskati. Potem smo pa pri Ministrstvu za pravosodje vložili našo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Evo. To je to. Ja. A ne? Evo. Podpisan sodnik, datum izdaje sodbe in potem, kaj drugega naj mislimo kot to, da je bila sodba prepisana in potaknjena kot pisna naloga. To je ta problem. No, ko smo pa šli naprej, ko smo videli, da se sodniki ne moramo nič zmeniti, da noben ne sodeluje, razen enega, smo vložili pri Ministrstvu za pravosodje zahtevo za dostop do informacij javnega značaja na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja z DJZ. To je pa iz leta 2014. Ja. To je pa že bil takrat minister, gospod Klemenčič? Še iz 2011. Še 2011. A ne? In smo dobili odgovor od ministrstva, katastrofa. Da so to pisne naloge, ki so avtorska dela posameznikov, ki niso sploh povezana s sodniško službo in take stvari. Ne. Ni pa bil podpisan minister Zalar, ne? Ne, je bila neka druga gospa podpisana, ne, ki se je ukvarjala takrat na ministrstvu z informacijami javnega značaja na podlagi zakona. In vi niste bili zadovoljni, ste šli naprej? Ne, to za nas ni bila nobena odločba. A ne. Mi smo šli naprej, pritožili smo se Pravno sodišče? Pri temu pooblaščencu. No. Aha, informacijskem pooblaščencu. Informacijski pooblaščenki in smo dobili negativno odločbo. Spet? Ja. To smo isto ponovili še leta 2014. Na ministrstvu, ne? Ja. Ki ga je že vodil? Ki ga je že vodil Klemenčič, gospod Klemenčič. In ste dobili to odločbo, ne? In smo dobili to odločbo, v kateri nam dovoli dostop do celega niza informacij, deloma ugodi naši zahtevi, vendar nam pa ne dovoli dostopa do informacij, tle od spodaj piše, zakaj se gre. Ne? Pisni test v okviru opravljanja strokovnega izpita se pa zavrne, ne? Ja, to se pravi, da nam vse dovoli, razen tisto, kar mi hočemo. Tu pa je podpisan minister Klemenčič. Minister Klemenčič. Ni dal tajnici, ne? Ne, on pa ni dal tajnici, verjetno je mu tok, ja, tako. In je podpisal to odločbo, potem smo šli toliko daleč, da smo še od informacijske pooblaščenke šli še na upravno sodišče in tam smo doživeli totalno katastrofo. Tam je še celo upravno sodišče razlagalo, kako pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit ni nujno povezan s funkcijo
javnih delavcev, sodnikov, ali ne vem koga. Mislim, tako da lahko samo to rečem, da se v naši državi, kar se tiče pravosodja, lahko samo državljani zjokajo. Ne? To je nemogoče, kaj se počne. Torej, če zdaj jaz malce poenostavim. Če ste vi doktor, da imate doktorat, jaz dvomim v vaš doktorat in vi mi ga z veseljem pokažete, oziroma ga jaz kot javna oseba, pa vi kot javna oseba lahko dobim v pogled in si ga preberem, ne? Pa pogledam, ali je plagiat ali ne. Tako se je dogajalo tudi zdaj kar z nekaterimi poslanci, z nekaterimi ministri. Ne morete pa po odločbi ministra za pravosodje upogledati v pravosodni izpit, v tisti rokopis, ki ga vsak sodnik, da lahko postane sploh sodnik, spiše. Ne, to ne dovolijo. To vam pa ni dovoljeno, ker je to pa avtorsko delo. To ne dovolijo. Avtorsko delo tudi vaš doktorat, recimo. Ja, z obrazložitvijo, da je to avtorsko delo posameznikov in da to ni nujno povezano z javno funkcijo in take stvari. Totalne neumnosti, oprostite na izrazu, ne. Mi se s tem ne strinjamo. Nas zanima izključno, kar zadeva pravosodni izpit. Pisni del tega izpita. Mi hočemo videti pisne naloge, hočemo ugotoviti, ali so rokopisi res od tistega sodnika? Tistega bivšega kandidata in pozneje sodnika, ki je to pisal. Ali so tuji rokopisi celo, kar se tudi sumi, da so jim pisne naloge pisali celo nekateri drugi. Ali pa prepisani, ne? Po izjavah določenih ljudi, ki so opravili pravosodni izpit, so prišli, rečemo, na izpit zjutraj ob 8, vzeli so neke papirje in so prišli potem ob 15:30 uri in oddali pisno nalogo. Kje so pisali pisno nalogo? Kdo jim je tako nalogo pisal? To mi hočemo vedeti. Ker pa nam ne dajo vpogleda v pisni del pravosodnega izpita. Eksplicitno ne dovolijo. Mi ne moremo priti do dokazov, ne moremo priti do dokumentov v arhivih, do sodb, do spisov. Oni pa dobro vejo, zakaj nam to ne dajo. Ker vi ste mi prej, ko smo pili kavico, preden smo šli v studio, dejali, da kar menite, da do leta 80, da je bilo kar blizu 90% takih, ki sploh niso opravili pravosodnega izpita. No, glede na informacije, ki smo jih dobili iz Štajerske regije, se sumi, da je tudi do 90% sodnikov goljufalo pri pravosodnih izpitih med leti 80 in 90. In da se pa zdaj? In da naj bi se ta odstotek zdaj ustalil na 30%. To piše v letaku. Letak je naša podlaga, ki se je rodil utemeljen sum in mi nehali ne bomo. Mi gremo naprej. Ne? Kljub temu, da ste se vmes, mislim, da zaradi tega znašli na sodišču, ne? Ja. Sodba. No, to je od tole. Ja. Poglejte, rečemo, jaz sem tam... Okrajne sodišče v Ljubljani je proti vas uvedlo obtožni predlog, ne? Ne, to je Okrožno državno tožilstvo vložilo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani obtožni predlog, v katerem je zapisalo, da sem napisal pismo 3 višjim sodnikom, med drugim v drugi alineji, da se sumi, da nimajo pravosodnih izpitov ali da so do teh izpitov prišli mimo pravil zakona o pravniškem državnem izpitu. To je res, jaz sem to res napisal in jaz še danes sumim. In še danes verjamem, da je to res. In toliko časa, dokler ne bom videl njihove spise, zlasti boste sumili, ne? Tako, zlasti Ste lahko vmes obsojeni? Tudi, če sem obsojen. Poglejte, jaz bom pri tem ustrajal, ker sum
ni kaznivo dejanje. Očitno je. Ja, to je zdaj druga stvar. Sum ne more biti kaznivo dejanje, dokler se ga ne razišče. Gospod minister Klemenčič pa meni ne dovoli vpogleda v njihove spise in ne dovoli dokazati, da sem imel prav. In izda in podpiše odločbo v tej smeri. V tem je ta problem, ne? Seveda, jaz verjamem tudi, da se bo Pandorina skrinjica odprla. Ker kaj pa vam zdaj prostane dobro? Mogoče Ustavno sodišče, mogoče Evropsko sodišče? Poglejte, mi smo tam po upravnem sodišču, ko smo tožili in ko smo dobili tisto sramotno sodbo, mi smo takrat rekli na upravnem odboru, ne, da ne bomo šli do Evropskega sodišča skozi to špuro, ne, po tej liniji, ampak bomo šli na Evropsko sodišče po liniji sedaj trajajočega kazenskega postopka v Ljubljani, na katerega se nanaša ta obtožni predlog. In to bo verjetno nekaj časa trajalo, če bo... Poglejte, kako je s tem, ne. V našem pravosodju vse mogoče, ne. 5 let ta obtožni predlog, če gledate gor na datum, je bil vložen leta 2011. 5 let sta 2 sodnici rabili, da jim je kapnilo, da ne morete v tem postopku soditi. In sta se dale same razrešiti. In kaj bo naprej? To pomeni, da je ta postopek več kot 5 let trajal nezakonito. Na to se je pojavila tretja sodnica, ta gospa magistra Ana Testen, domišljava, da se opisati ne da, ne? In je začela forsirati ta postopek ravno zaradi tega, ker je trajal 5 let. Meni očita, da sem jaz zavlačeval postopek, ker sem skozi nekaj izločeval sodnice, pa skozi počel to in uno, ampak 2 sklepa, da sta se 2 sodnici sami razrešili, pa dokazujete, da sem imel prav. Ampak ta moj prav pri njih ni nič vreden. Ali imajo taki ljudje pravosodni izpit, ali so naredili, ali so sploh prišli do visoke strokovne izobrazbe, to je tudi veliko vprašanje. So že bile obravnave? Ja, so. Zdaj v zadnjem času je bilo kar 3 obravnave, ampak zdaj je pa razpisana za 19.8. tega leta. Kaj bo tam, bomo pa videli. Ne. Kdaj pa zastara zadeva? Mislite, da bo to trajalo toliko časa, da bo spet netične miš? Zadeva zastara 2. leto 15. aprila. Ampak, če bo zastarala, bom se pritožil na zastaranje. Ker ni moj interes, da to zastara. Moj interes, da zvem, kdo mi je sodil. A ta sodnik ima visoko strokovno izobrazbo, a ima pravilno in zakonito opravljen pravosodni izpit oziroma pravniški državni izpit, ali je svojo pisno nalogo pisal sam, ali mu je kdo to pisno nalogo pisal nekdo drugi, ali je zakonito pristopil k ustnemu delu pravosodnega izpita, ali je morebiti zlorabil vse te dokumente pri Sodnem svetu Republike Slovenije, da je izposloval sklep kot napotnico v Državni zbor v izvolitev sodniško funkcijo. Hočem vedeti, ali so zlorabili vse te dokumente v Državnem zboru, da so bili izvoljeni v sodniško funkcijo. In še kaj hočemo vedeti. Hočemo vedeti, ali so z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje. To je vse tisto, kar mi hočemo vedeti. Skratka, če vaši sumi saj v neki meri držijo, ste drednili v ose gnezdo na nek način, ne? Poglejte, slovenski narod, vedno, ko govorimo o imenu civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor, govorim v imenu slovenskega naroda. Slovenski narod enkrat za vselej mora izvedeti, kdo mu sodi,
Kdo je tisti, ki je od leta 90 izdal več kot 3 milijona pravnomočnih sodb v slovenskem pravosodju? Kako? Več kot 3 milijona pravnomočnih sodb. V 25 letih, ja. Sodišča. Od 90. leta dalje. 26 let. Prosim. A so to izdali sodniki s pravilno izobrazbo, verodostojno izobrazbo, ali so to izdali pravosodni goljufi, plagiatori ali še celo šušmari? To so tiste stvari, ki jih mi ne moremo preživeti. Ne moremo jih preživeti. Ne? Gospod Vili Kovačič, zagotovo imate še vi tu kakšno svoje mnenje. Bi to dodal, ne? Prosim. Kar je pa še absolutno, da se njega zaradi tega postopka, zaradi tega raziskovanja sodi za razžalitev sodišča. A je tako? Za žalitev sodišča. To se pravi, pravica vedeti od nekoga je tista, na katerega je naslovljena žalitev. Ja, pa kje pa živimo? A živimo, ne vem, v deželi, nimam pravega prilastka za to. Potem lahko tudi našo oddajo, potem lahko tudi našo televizijo, potem lahko tudi Seveda, vse tri tožijo ali pa dajo pred sodišče zaradi, ker sumimo v njih. Ja, seveda, ampak jaz sem prepričan, da so sumi utemeljeni, če pa niso, potem pa ne bi te zadeve skrivali. To je osnovna logika, ki pri tem stoji ali pa pade. Zakaj skrivajo? Zakaj se zadeve ne lotijo? Obenem si pa pripeljejo medalje, se hvalijo eden drugega, minister, predsednik Vrhovnega sodišča in tako naprej. In te sodniki gredo potem v parlament na potrditev. Parlament bi se pa mogel tudi zamisliti nad svojim ravnanjem, bi moral tudi zahtevati za vsakega predlaganega, jaz apeliram na poslance. Kajti poslanci izvolijo v trajni mandat potem sodnike, tudi sodnike porotnike mimo grede. Ja, tako. Apeliram na poslance, da se tega problema, oziroma da to zahtevo postavljajo. Da postavljajo ravno to, kar je Stanič govoril. Da bomo vedeli, kdo so te, ali so sodniki, ali niso, ali so šušmarji, ali so kaj drugega. Ne? Tako da zelo daleč smo zabredli, ampak tukaj ni povratka. Ta zadeva mora iti naprej. Ker pogledajte, še nekaj se spomnim. Kako so, ampak to je zelo odvisno od medijev, kako so mediji planili na poslanca Desusa Semiča. So ga po krasu lovili, povsod so ga, pol leta so ga obdelovali zaradi enega potrdila. O tehnični šoli, ne? O tehnični šoli. Ki naj bi opati popravi izpite, ne? Čeprav je on na koncu diplomiral, legalno in tako naprej diplomiral. Njega niso spustili iz rok. Pa še koga drugega. To so jih gonili kot pse, ne? Neverjetno. Tukaj pa vsi roke stran. In apeliram predvsem na novinarje. Hvala Bogu, da ste vi toliko koražni, da ste to temo dali na tapeto. Računamo, da bomo še prišli na televizije tudi še druge. Pozivam tudi druge televizije, da odprejo studio za to. Kajti problem se tiče vseh. Tudi novinarjev, Tudi novinarji se včasih znajdejo na sodišču. Ja, tudi novinarji se znajdejo. In bi bilo pravilno, da vedo, kdo jim sodi. Mogoče sem sam bil takoj za to temo, da se predstavi tudi zaradi tega, ker imam tudi sam, vsaj mislim, slabe izkušnje kot sodnik porotnik prek sindikalne plati. In sem tudi protestno stopil, čeprav sem bil dvakrat v državnem zboru imenovan za sodnika porotnika, videl sem, kakšna farsa je na samih sodnih procesih. In najbolj sem pa to opazil, če sem bil za, mi ni bilo potrebno poznati prava, če sem bil pa proti, sem mogel pa to pravno utemeljiti, zakaj sem proti sodbi sodnika, ne, ki je vodil senat. In jaz sem ta protest napisal, takrat vem, da je bil minister Lovro Šturm, sem mu pisal pismo, pa od tistega časa, koliko vem, se ni zgodilo čisto nič. Še vedno si lahko za brez pravnega znanja, proti pa brez pravnega znanja ne moreš biti, ne?
Moraš pa pravno temeljiti. Kako, če si recimo čisto ene druge profesije. Tako da veliko stvari ni urejenih. Še tri točke, ki sem jih že omenil. Izločitev sodnikov je poseben problem. Izločitev sodnikov zaradi nepristranosti. To vsi ugotavljajo, da to pri nas praktično ne funkcionira. Ampak vsi to dopuščajo. Vsi pa to gledajo in dopuščajo. In minister Klemenčič tega problema ne zazna. Ja, pa kje pa on živi? A živi na Marsu. Ne? Potem materialna odgovornost. Lejte, primer Novič. Za 18 mesecev pripora bi mogel sodnik, ki to počne, neutemeljeno in upam, da se bo izkazalo tudi neustavno, materialno odgovarjati, potem je pa drugače začel premišljati. Materialna odgovornost je v tem paketu, ki ga je Aleš Primc dal v Državni zbor. Pa državljani podpisali, ne? Mislim, ja, da 5000 podpisov. 5000 podpisov, ja. To sta dva aspekta tega. Tretji pa je izločanje javnosti. Izločanje javnosti tako, da ali se onemogoča dobra slišnost, to je za mene tudi drug način izločanja javnosti, ali se selijo obravnave v vedno manjše dvorane. Na koncu bomo pristali v kleti. Ja, kaj se to reče? In minister Klemenčič prav, da je vse v redu. Pa z Maršalom si pripenjata medalje. Mislim, da je to država stoji na glavi. Ta država in pravosodje z njo. Je pa pravosodje seveda najbolj pomemben segment države. Na pravosodju, mi mu rečemo krivosodje, stoji ali pade država. Ne. Kajti mora biti ne samo formalno pravilna, mora biti tudi vse okoliščine, kdo te zadeve izvaja. Izvajalci so zelo pomembni. In zdaj se pa dogaja v parlamentu tako, ne, da se določene zakone sploh, kot da jih ni, ne. In ponovno apeliram na poslance pri potrjevanju sodnikov, da se globoko zakopljajo v posamezne primere, predloge novih sodnikov. Zdaj bo imel že priložnost, ko bodo odločali zdaj v zadnjih 2 letih, v 2 letih, ki prihajajo o ustavnih sodnikih. Ne? Zdaj ne vem, ali za ustavne sodnike predpisan državni pravosodni izpit, ne vem. Ampak se da pa še kaj drugega pogledati. Ne? Je pa treba pogledati življenje tistega kandidata, dosje človeka je treba ki bo potem razsojal, najpomembnejša zadeva. Vi ste želeli prej nekaj dodati, pa je gospod Vili govoril. Bom samo malo nadovezal za trenutek na to, kar Vili pravi. Pravosodni izpit ne gre iskati ustavni sodnik, ampak kandidat, ki postane potem okrajni in okrožni sodnik in napreduje do ustavnega sodišča. To pomeni, da morajo imeti pravosodni izpit. Ne more kaj z neba prijeti na ustavno sodišče. Ne more to državni zbor nekoga na cesti vzeti pa poslati v ustavno sodišče, zdaj boš pa ti ustavni sodnik. Ne? Torej poslanci imajo zdaj res priložnost, da pa oni zahtevajo tisto, kar vi zahtevate, pa niste slišali. Bom se pa tle vmešal. Je pa praksa tudi, ne, da brez 1 minute sojenja prideš na funkcijo vrhovnega sodnika. To pa Erik Kerševan. Znam primer, ki je bil pred 1 letom, ne, ampak tako molče sprejet in kot da je to vse v redu. Jaz nimam nič proti njemu. Nič. Celo njegovega očeta poznam. Mu dam kapo dol za te stvari. Ampak, da se to tako dela pri drugih, ki pa imajo vse kvalifikacije za Evropsko sodišče, se pa zglasuje proti. Čeprav imajo boljše reference, to je bil Klemen Jaklič in tako naprej. In celo sedanji strokovni sodelavec Klemenčiča, Boštjan M. Zupančič, delal iz tega problema. In tudi problem je. Tako. Boštjan M. Zupančič, strokovni sodelavec Klemenčiča, ne? Ja, tako. Jakliča, je v Jakliča podprl takrat. Jaz sem se zmotil. Ja, tako. Leta oba sta že v tistih letih, ko sta šla skozi ureditev SFRJ, vi ste svoj čas protestirali,
kar precej močno. 63 do 65. To je zamolčani del slovenske zgodovine. Ki so ga enkrat malce že obdelali v tej. Uporništvo, jaz sem ga sam nakazal v vaši oddaji. Ampak zanimivo, ne Ljerka, ki je zgodovinarka, ne Rosvita Pesek se za to ne zanimajo. Iz novinarskih krogov ne pride pobude za obdelavo tega obdobja. So pa bili to eminentni ljudje, brali ste vi, Niko Grafenhaber. Ja, pogledajte, to je bila doba perspektiv študentskega gibanja, ki se je začelo na ekonomski fakulteti in tako naprej. Ampak to je posebna oddaja. Apeliram, da to naredite. Mogoče bomo pa mi enkrat, ker očitno ljudje se starajo, ne, tudi. Ja, seveda, zdaj, če bomo mi šli tega problema, tega koščka zgodovine ne bo več. No, dobro, to sem dal mogoče kot drobtinico, ampak kako, glede na to, da je tudi četrt stoletja slovenske države, Slovenije, kako vi dva gledata na to slovensko prehojeno pot? Mogoče najprej vi? Poglejte, jaz osebno mislim, da je Slovenija bila na to pot relativno nepripravljena, ne? In da ni imela nekih... Največji problem se pa pokaže takrat, ko se je zadržala taki obseg predstavnikov UDBE noter v sistemu. Ne? Tako v sodni veji oblasti kot če tudi povsod. To je ta problem, ki je stal Slovenijo tudi tega, da je evropska prvakinja o kršenju človekovih pravic pa take stvari. Torej, ilustracije ni bilo, ne? Ja, seveda, ni se očistila ekipa, ni ekipa pošteno začela, ne? Ampak tako kot so mutili v bivši Jugoslaviji, so mutili tudi v Novi Sloveniji, ne? To je ta vrag, ne? To. Ja, jaz bom pa rekel tako. Problem je, da državo vodijo tisti, ki so bili proti njeni vzpostavitvi. Ja. In na istih vrednotah bazirajo prolongiranje svojega privilegiranega statusa od prej. To je Milan Kučan, to je vsa plejada, ki stoji za njim. In zato so zdaj, rekel, ta razčiščevanja, kaj se je takrat počelo, pomembno. Za mene pomembno. Kajti on ne da ni bil obveščen, on je bil naprej obveščen. To govorite o razorožitvi teritorialne obrambe? Tako je. Ne ljudi več farbati, no s tem. Pa se nismo 5-letni otroci. Vse verjeli. On je moja generacija in sem ga že večkrat pozval, naj začne resnico uporabljati. Ne pa to svoje zelo bi rekel, znane izgovore. Jaz sem enkrat napisal, veste, Laž in Milan Kučan imata kratke noge. Poj pa rekel, da pred sodiščem, ki demonstriramo, edino to drži, da ima on kratke noge. Tako se on izmaže, veste. Ampak to jaz dolžim za to novinarje, ker ne znajo na to odgovoriti, preveriti mu, kaj se to pravi tak odgovor. Pa sem jaz spremenil transparent, sem napisal, lažnivec Kučan ima kratke noge. Ne. Potem je bilo pa zadoščeno. Pa to, da je on hodil na vlado, osebno. 4 ure sem jaz, imam evidenco, ko je potem Alenka Bratušek odstopila. In on je hodil kot davčni svetovalec. Ma dajte na mir. Spet se naučuje z ljudi. Tako kot se naučuje, da ni vedel za razorožitev. Čeprav je vedel naprej. To je moj komentar. In dokler bo taki s podporo novinarstva slovenskega to vzdrževali tako stanje, iluzije neke skupine ljudi, ne bo drugače. Oba, dobro, v sodnem sistemu oba nimata prav dobrega mnenja, v novinarjih, ne vem za vas, vi sploh ne? Vejte, tudi pri Novi 24 TV nimam dobrega mnenja. Imam o novinarjih, ne pa o konceptu te televizije. Ker ljudje sploh ne vedo, da so se tam dogajale namerne diverzije. Zdaj, hvala Bogu, se zadeve razčiščujejo. To pa je, Uroš Urbanija in dr. Peter Štrbenk. Upam, da bodo iz tega naredili nekaj za to, zakaj smo plačali in kar smo z veseljem pričakovali. Ste tudi vi delničar? Bilo je, ja, 4 delnice imam. Bilo je dokajšnje število dobrih oddaj.
ki nikjer ne bi prišle na dan. Ne. Ampak ni. Jaz sem se za tega angažiral, ampak sem imel 5 cenzur strani Uroša Urbaneja. 5krat sem doživel cenzuro, ne bom zdaj razlagal na kakšen način, na različne načine, ampak to je nedopustno. To je tako, kot bi Milan Kučan diktiral, kaj se sme in kaj se ne sme. To je en aspekt, torej Nova 24, zelo kritični ste tudi do nacionalne televizije. Nacionalne pa sploh ne. Jaz sem napisal tisto, sem poslal tudi predsedniku programskega sveta, to je Miran Zupanič, ki je rekel, da bo to zanimanjem prebral. Naslov pa je Nacionalna RTV v kameni dobi. To, kar ste prej in to ponavljam, ja, da danes je doba digitalizacije. In mi zahtevamo samo eno stvar, da bomo plačevali to, kar smo naročili. Ne pa neko usiljeno varianto, ki je iz kamene dobe. Plačujete? Jaz še plačujem. Zato, da ne bomo v tem nepravnem položaju in pozivam to ljudi, da se to pravno uredi. Da pošljajo odpovedi. Jaz ne zbiram podpisov, ampak odpoved od plačevanja naročnine. Ko bomo imeli 1000 teh odpovedi, jih bomo nesli na RTV Slovenija, obenem pa vlogo na Ustavno sodišče, da se presodi končno neprimernost te ureditve. Če imaš električni priključek, plačaš tudi prispevek RTV. Seveda, in plačujem to, kar nočem gledati, ali pa bi lahko drugače uredili. No. Bi še vi kaj dodali za konec, potem pa zaključimo to oddajo? Ja, poglejte, bom 2 stvari, če lahko. Prosim. Glede novinarjev, ne. Čudna je ta branža, novinarska, ne, pri nas. Mi zanimivo na besedo CZPNN marsikakšen novinar ne sliši. Ne sme. Spomnim se enega primera na Jesenicah, ko smo imeli leta 2007 novinar. Torej, civilno združenje za napredek, pravičnost in nadzor. To je ta kratica, ne? Pravičnost, napredek in nadzor. Tako, ja. Smo imeli novinarsko konferenco, ki je šlo za pranje denarja iz avstrijskih bank skozi premoženje slovenskih državljanov. Barabija svetovna. A ne? In sem rekel enemu novinarju, sem rekel, daj pridi, jutri imamo novinarsko konferenco, to po ono. Je rekel, a veš, je rekel, Stanič, ne smem. Jaz sem edini v službi, imam nosečo žensko, je brez službe, a veste, kaj se mi lahko zgodi, ne? In veliko jih tako misli, ampak ne povejo, ne? A ne? In kaj češ s takimi novinarji? In karavana gre naprej, ne? Seveda, ne? In jaz sem zelo počaščen, zelo sem vesel, bom tudi našim članom, številnim našim članom tudi povedal ta korektno odnos na vaši televiziji. Mislim, da je prihodnost pred vami. Ne? Hvala. Jaz bi sam to še dodal. Neodvisnost novinarstva bi lahko odpravili na drug način. Kdo ima status raziskovalnega novinarja, ima zagotovljen univerzalni temeljni dohodek. Da se mi ne kregamo o tem, da bomo imeli vsi Slovenci dohodek zagotovljen, ne? Ampak saj novinarjem, ki upravljajo raziskovalno funkcijo, sam to, do tega statusa pa ne bi smel vsak priti, ne. Bi se mogel že izkazati. To bi mogla tudi politika se s tem pozabavati in narediti neke spremembe. Ne. Spremembe so prvič. Kdor je bil v udbi, nima kaj delati v novinarstvu. Pa ne samo v novinarstvu, ne? Ja, pa seveda pa v sodstvu pa še najmanj. Ne. V sodstvu pa še najmanj. Novinarstvo samo pa mora spoznati, hvala Bogu, no, zdaj se recimo neke stvari pa vendarle sem pa kaj uidejo skozi pranje, ne. Ampak veste, to so drobtinice iz Bogatinove mize. In to je nenormalno, nesorazmerno temu, kar mi plačujemo. No in drobtinice iz Bogatinove mize, recimo iz državnega proračuna, ja. Pa žal dobimo tudi mi, ne?
Ja, tako je. Ne vem zakaj, ampak tako je. Hvala. No, prosim. Eno sporočilo slovenskim sodnikom vsem. A ne? Spoštovani sodniki, ne igrajte se s pravom. Kdor se igra s pravom, se igra sam s seboj, s svojo državo in z njeno ureditvijo. Pa naj bo to zaključek tokratne oddaje. Hvala vam za obisk v studiu. Mi bomo pa mogoče še kaj pogovorili o tistih protestih takrat, ne? O prvi pomladi, ne? Slovenskega naroda. Hvala vam, vama za tokrat. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.